En prisrčen pozdrav. Evo, še drugi del bom posnel te razlage platforme ali pa paradigme OnlyFans, ker je ta tematika vezana na to platformo OnlyFans izjemno kompleksna in v resnici megalomanska, večplastna. In v kaj se bo ta platforma še razvila? Mislim, to je zelo zapletena zgodba, ker je v ozadju libido, se pravi strast, pohota, in si niti ne upam napovedati, v kaj bo se to šlo še vse, kakšno stratosfero. Ampak vendarle sem se odločil, da posnamem še nadaljevanje prvega dela razlage te paradigme, te platforme. Osnovne zakonitosti sem razložil v prvem delu, ključne stvari sem povedal, mogoče kaj tako naspol. V drugem delu pa bom razložil nekaj pikantnih dodatkov oziroma še nekaj stvari, ki pač se mi zdi ali pa so mi rekli, daj še to povej. Zdaj moške ustvarjalce bom izpustil, ustvarjalce. Moški so se prislinili zraven, in to moški so nepomembni, čeprav imajo tudi milijonske lahko zaslužke, tisti vele zvezdniki, ki se te neke frčefele se limajo, pa jih lahko gledajo, pa se z njimi pogovarjajo, tudi moški so tam zdaj zraven, pa ključne so ženske. Ali pa tudi neki mojstri, kakšni kuharski mogoče kaj imajo, ali pa virtuozi, ne vem, v bilo čem. Tudi te so tam na tej platformi, o teh jaz ne govorim, niso bistveni. Zdaj, ker sem zelo nered tako pomanjkljiv, pa polovičarski, sem rekel, da ta drugi del moram še posneti. Jaz sem si napisal ključne stvari, ne moram se vsega spomniti, če prosto govorim, zato imam tukaj nek tekst, imam to mogoče objavil tam na Publish-Wallu. V prvem delu sem namignil, da je nedolžna oblika razkazovanja ženske lepote na tej platformi dvorezna. Torej, malce je nevarna, ker gre za libidinalno kategorijo, libidinalni derivat, tam je veliko te pohote in da gre za nekakšen kompromis med erotiko ali pa bom rekel boudoir fotografijo, to je prav kategorija, v kateri se tekmuje neka naša slovenska tekmovalka, je zelo uspešna, sem se z njo pogovarjal, tudi pogledal njene fotografije, to so erotične, toaletne fotografije, ampak ta OnlyFans je pa kompromis med tem boudoir pristopom in potem malce bolj mehko pornografijo, kar precej seksualnosti je, ki se dogaja zdaj ali virtualno, pa se pa lahko še tudi v živo kaj nadgradi. Na tihem se v marsikaj nadgradi, o tem se ne govori. Zdaj, če veliko plačate, potem bom omenil še nek koncept VIP, Very Important People. Če veliko plačate, se razkazovanje in ekskluzivno virtualno pogovarjanje, komuniciranje nadgradi se lahko v dejansko neko v živo srečanje, v intimo, mogoče kak striptiz ali še kaj več. Tudi o tem bom malo namignil oziroma govoril. Seveda, če odštejete veliko denarja in ta ustvarjalka ljubi denar bolj kot marsikaj, bolj kot svojo moralno razsodnost. Se pravi, to je malo omamno, uživo okušanje že videti striptiz v živo, ampak to v Sloveniji so majhni denarci, v ZDA so pa milijoni. Bom tudi povedal pa malo cifer, ker sem se pač zdaj malo poglobil v tolo zgodbo. Ta virtualnost je nekaj, komunikacija, pogovarjanje, to so neki small talki, ampak tam te to zadane, kar pornografija nima, ker se, torej tudi lahko ima, ampak prostitutka pravi, da se določeni moški pridejo tja pogovarjati, To je pa že ta del OnlyFansa, te paradigme. In oba tale akterja lahko malo čustveno not padeta.
Ne. Zdaj, to je tisto, kar moram povedati in je vezano na paradigmo OnlyFans. Namreč zgodi se ta znameniti psihoanalitični transfer, ki je znan iz psihoterapevtike. Freud ga je odkril še tam, ko je Breuer delal tam, Anna O, pa Beta Poppenheim, pa takratna, to je bilo 140 let nazaj. Zdaj, ko govorim o transferju, govorim o nezavednem zaljubljanju, nezavednem čustovanju, ki se obudi iz otroštva, se pravi hčerka, oče, ali pa tudi obratno, mama sinček, ampak tega ni tudi. Transfer je ključen, tega ne vem, če je kdo v kakšni teoriji OnlyFansa omenjam. Čustvovanje ima ime, transferno čustvovanje. V klasični prostituciji tega ni toliko, ne, tam prideš, se sprazneš, oziroma tudi tam se dogaja čustvovanje, ki se te stranke, ko obiskujejo, hodijo na enim in istim prostitutkam, ne, se tudi zna zaslediti nekaj čustev, ampak tam so stranke moški zadeti z lepoto pa seksom, tudi se zaljubljajo. Ne. Transferno čustvovanje se zgodi, če se pogovarja dlje časa in se transferno razvname tudi akterka, recimo v tej OnlyFans paradigmi ali pa tudi v prostituciji. In zdaj te OnlyFanovke ali pa prostitutke lahko postanejo ranljive skozi čustva, ker te osamljene moške duše, ko pridejo, to so zelo nežni, ne? In tam akterke mlade, nepripravljene, se lahko čustveno odprejo, čeprav vejo, da se morajo tega bati, ampak čustvovanje je nezavedno in je transferno koncipirano, se aktivira spontano, vezano na otroštvo. Govorimo o pozitivnem transferju, ne? Ker obstaja tudi negativni transfer. V tej paradigmi OnlyFans je pa to zelo pomembno, ključno je, zato je to komamno, ker se čustveno navežeta lahko ena drugega akterja, bolj so pa problematični ali pa torej v pas se ujamejo prej seveda moški. Zdaj, če pride do te transferne povezave, te nezavedne zaljubljenosti, ali pa tudi zavestne, ko on ti reče, sem zaljubljen v to in ne morem brez nje, pride do tako rekoč zasvojenosti. In te so moški, so toliko zadeti, da adijo dinečki se reče, ne? Adijo evrčki, evri ali pa dolari, tam v Ameriki tudi še bolj, ne? In pa sledijo izposojanje denarja, jemanje kreditov, pa tako naprej, sledi bankrot, lahko, ne? Ker ne moreš, ne, da bi odštev, zdaj da mi rekel, pa začnejo kraditi, ne, to ne vem, če je tako, ne, ampak verjetno se tudi kje najde, ne, pa se pa sposodo ali pa ukradu, da lahko nazaj na OnlyFans uno lepotico šel gledati. Mnogi osamljeni moški, ampak osamljeni so tudi poročeni moški, da bomo in statistike pol povedal, da je večina moških poročenih v ZDA je pač tako. Ampak so osamljeni, ne, tisto tečno babo staro prenašati, pa ti tam ena najstica Joške pokaže, lepoto obraza ima tako, se ti zasukne čist, tako je postane zasvojen, kot bi bil na heroinu. In pa se zgodi ta libidinalni imperativ, gotov si, ne. Zdaj, menda, te moški se imenujejo v Ameriki spenderji, ne, te potrošači, bi rekli v jugi. Zapravljivci, zapravljajo na teh ženskah mladih, ko jih gledajo, se stajajo, torej komunicirajo ekskluzivno, ne, to je zato je to, se mu posveča in po stran meče žnarja, da glava peče. Ta uvodni zgolj voajerizem, ne, mislim, voajerizem ni čista prava beseda, ker je psihoanalitični pojem, to po Freudu bi mogel v tem voajerizmu gleda otrok ali pa tudi odrasel, potem naskrivaj, pa je užitek večji in tudi voajeristke so načeloma tudi ženske, ko gledajo, ko moški ščijejo, ne, ali pa ok, če si ga pa drka, ima pa še večji užitek, ne, naskrivaj to gleda.
So tudi ženske voajerijske, drugače so tu moški. In to pol začini to paradigmo OnlyFansa. Zdaj načeloma se pa gleda ženske, njihovo lepoto, mladost, seksapil, in moški so zadeti totalno. To sem povedal, kakšni užitki so v prvem delu, v vodnem delu. Srečanje uživa je pa potem pa še bolj omamno, pa še bolj zadet, ker se dobiš iluzijo, da te ima ona rada, ker se je s tabo srečala, mislim, ti pa odšteva z denarce. Skratka, virtualno je flirtanje, zagotovo, če plačuješ, pa si je tudi tam malo mečkatolo med nožnico, mislim, drgne, pa tako naprej, kakšen orgazm lahko tam malo pohlini, ali ga pa tudi mogoče res doživi, zato ker načeloma nekatere ženske tam ne trpijo, večinoma jih ne trpi, zato so te zgodbi. Da se pa tudi, bom predstavil zgodbo, se pa da tudi malo zobe stiskati, pa malo potrpiš, zato da denarce dobiš. V tej paradigmi je ta past nevarna, se pravi past, da se konzumenti, spenderi, potrošači ujamejo te razupite starlete, ker načeloma si pa privoščijo to, pri nas recimo slavne ženske starletskega tipa, tukaj so zvezdnice, pa tudi zvezdniki, to niso kot tako ustvarjalci. No, pri nam se tale termin ustvarjalci se malo je tako prijel, da bi malo oblažil to nelagodje. Namreč mnoge znane ustvarjalke imajo pol pa še paradigmo VIP-a, very important people, in protokol vstopanja v VIP je znan, najviše rangirani spenderi, se pravi zapravljivci, ko denar stran meče za te ekskluzivne virtualne oglede, pridejo pol v nek seznam, noter v VIP, pač po tem skurjenem denarju, ki ga tam stran meče, in določene bonitete potem te dobijo, privilegije, jih pol te OnlyFanovke, se pravi akterke, aktivne akterke, jih bliže spuščajo, več se jim ponujejo, imajo te bonitete. Konzumenti seznama VIP, pa znajo sodelovati v Ameriki, pa je to imajo nekakih tomboli, pa ti tam in žreban, pa pomnesi tam obobno, te vam potegne, te pa pride zraven. Žrebanje pa je imajo, pa te pa povabi, zdaj povabi k sebi, ko se tam dogaja, se ne ve, če vam jaz tako namignem, se marsikaj dogaja, ker so se nekateri slovenski moški razgovorili, ne samo slovenski, tudi tuji, vse je povezano z denarjem, ker te ljubiteljice denarja z mlajšo Emšo, te nimajo moralne razsodnosti, sploh srama ne poznajo, ženska nadjaza nima, tako rekoč, se pravi, je to še malo hitreje. In potem se zgodijo te top 5, sem jaz gledal, kjer so. Tam je ena Sophie Rain, to je bila še nedavno najstnica, zdaj je 20 let stara, pa kot najstnica si je dovolila, se Joške ima pa take, Joške do avstrijske Koroške, če je bila v Sloveniji, tam jih pa ima take mlad obraz, zgleda, ne veš, ali 13, ali 15, ali 18, ali 22, v resnici je zdaj 20 let stara. Pa je še devica, ker ta devičnost ni tako enostaven pojem, je devica še. Mislim, to je magnetno za nekatere moške, Tomaž Gorec mi je razlagal, kako on bi pa samo z devicami, jaz, kaj vem, nimam te neke zgodbe v ozadju, da bi tako v posebnem nekem prepričanju ali pa kaj vem, da ženska, s katero že nekoč, da je pa zdaj pa ekskluzivna pa devica. Nekateri moški pa to imajo. No, ta Sophie Rain je še devica.
tako razglaša. In pol ti imaš ti iluzijo, da boš pa ti tisk, ko bo slepca v štirno na moču. Jo, mislim, se pol pa je tam en spender na top tam 4 milijona, 4 milijone 700. Charlie, je rekla ta Sophie Rain. Decembra je zaslužila, ne boste verjeli, tega decembra, 6 milijonov evrov, ne, dolarjev, 6 milijonov dolarjev. Letno zasluž več kot top zvezdnik, več kot Než Dončić. Sophie Rain zasluž letno več kot Než Dončić. Da boste vedeli, kakšni denarci so tam, kako se ta ženska lepota lahko prodaja. Prihodki ameriških top ustvarjalk, rekel prvih 200, če jih daš, ne? Ali pa 1000. Toliko, kolikor NBA košarkašov nastopa v NBA ligi, vse, če daš, pa vse OnlyFanoke, akterke aktivne, več zaslužijo kot košarkaši. Pa veste, koliko je to omamno za moške, ki so nalodani z denarjem. To so podatki, jaz sem šel na Twitter te Sophie. In tam vse to, veliko stvari, ona si dela reklamo na Twitterju, Facebooku, sem šel na Facebook gledat, sej ne bom nikoli več šel tja. Ampak je zanimivo, podatki so zanimivi, mene to zanima skozi psihoanalizo in kot sociološki fenomen je OnlyFans, jaz sem magister sociologije kulture tudi, in me ta kulturni moment ful zanima. In to dobite tam podatke, te spenderi, se pravi, ta Charlie je 4 milijone 700 zapravil na tej Sophie. Zdeval je stran vrgu denarja, ni ga stran vrgu, ima ga in pol ti to vidiš, si zadetku, ker imaš prav spomin na mlado mamico in ta prav spomin dojenčka na mamico je tako mamen, da pol si zračuniraš vse, v smislu, vse imam 200 milijonov, ko pa mi je 400 milijonov, ali 4 milijone pa pol dati letno za tolo, kaj me toliko zadane, sem toliko zaljubljen, pa še v živo, ko se dobivava, Bog ve, kaj vse počne, o tem se ne govori, pa tudi neka snemanja, ne vem, to je verjetno kakšna klauzula, če si OnlyFan tam noter, pa dobiš akterko, ne sme snemati. To je verjetno posebna pogodba, pa ne vem, verjetno kdo to snema s kako posebno kamero, pa prijateljem kaže, lej, z mano se pogovarja. Skratka, statistika pa zdaj kaže, da je v Ameriki pač tako, 70% belih moških. O teh belih moških bom naslednjič govoril, ko bom woke ideologijo pa cancel culture omenil, to bo naslednji video po naročilu, 9. Tam so beli moški na udaru. 70%, skoraj 70%, mislim 68, 69%, potem so pa tukaj še oženjeni moški. 90% teh članov, ki gledajo to, ko zmešani, imajo veliko denarja, ampak denar ne dajo tem svojim ženam, ampak tem starletskim ustvarjalkam, slači puncam. Statistika je sicer tako, ne vem, kako to so skrivani podatki, ampak prišel sem do podatka, da je 90%, skoraj 90% konzumentov oženjenih belih moških. Te imajo denar, babe so se naveličali, vid tist tam lepoto posebljeno mlado, to se mu meša čist. Zdaj ne moram vsega povedati, da nam predolg, ampak ene ključne stvari pa pač tukaj želim poudariti. Poudarek, ki mora biti v tej luči izpostavljen, je tale. Moški, ki se enkrat ukleščijo v to paradigmo OnlyFans, se iz teh klešč ne morejo izviti kar tako. Banalno rečeno, reši jih lahko samo bankrot. Banalno rečeno. Te ustvarjalke, če le niso vzvišene, čustveno nedostopne zvezdnice, highlight
high society, neke kešpičke, starlete, te pa znajo načeloma, če nimajo ročnih zavor, znajo pa s temi konzumenti pa kar čustovati. No. To je to transferno, povratno čustovanje, pozitivni transfer in tudi ne samo, da so stranke zadete, stranke te moški se jih dotaknejo, ker so iskreni tam, ko se menijo. Ona pa tudi ni robot, ona se iskreno pogovarja, ker če ni iskrena, to naslednjič ne bo prišel, to že vejo, da mora biti malo iskrena. In kakor je pa iskrena, se pa tudi njej začnejo čustva dogajati. Te mlade čustveno še nerazsodne ali nepripravljene, moralno nerazsodne še, nima Nadjaza še sploh nikoli, pa pri 16 letih se tole privošči, pri 18 je milijonarka, in pa ne ve, da je cvren od poglav, čustva se ji, rekel, zavozlajo, zbegana je, malo že na virtualni ravni, pa v živo, pa sploh se ji odpelje. Seveda je glavno gonilo denar, seveda je denar v ozadju, sveta vladar. Zdaj, sramu te punce nimajo, od začetku ga imajo, greh imeti denar ni, tudi če tiste joške pokažem, je fajn, mislim, ta užitek sem v prejšnjem videu razložil, Nadja zanimajo, negativnih posledic se pa te mlade punce ne zavedajo. Kaj to bo zdaj pomeni, če se ta intimno-erotična razkazovanja ugravirajo njeno psiho, pa njen bodoči life se manj zavozla na ta račun. Zdaj sem pred leti imel neko izkušnjo, neko Playboy zajčico, ki je hodila k meni za tenih zgodb, ne bom zdaj razlagal, iz registra patologije sicer, ampak mi pa pač zaupa, da je bila Playboy zajčica, to pomeni, da je dala si joške povečati, to šla na naslovnico, sem kje si zgledal, sem bil zadet, pa se pa hotla tikati, pa na kavico jet, mlada dama, vikala se bova, ker ti do postelje ni daleč, od tikanja do tikanja ni daleč, in sva se lepo vikala, ampak se je pol izkazal, da ima pa že dojenčka, dala se je prej slikati, velike denarce je tudi dobila, ampak sem rekel, da svojega, torej, teh fotk tam malo, ko bo zrastel čez 10 let, 15 let, ne sme gledati, ne sme vedeti, da je njegova mamica bila Playboy zajčica in pol tiste nage fotke gleda, njene, to razvija ročne spretnosti in pol gotovi, da je to mamica, mislim, že tako, ali pa, da mu sošolci rečejo, lej, to je pa tvoja mamica. Zato je treba to malo skriti pred sinom. To sem ji naročil, in sem svetoval laganje, češ, to je Photoshop, mene so fehtali, pa sem odbila, pa so pa kljub temu na fotoseansi me pa sleki s Photoshopom, sem jih tožila in sem dobila odškodnino. To je bela laž, ki rešuje psiho njenega sina, ki je danes pa že star čez 15 let, to sem jaz doživel, 10-15 let nazaj, teli, ker sem tole povedal, pol, vam pa še vmes povem, da je pa prišel pa k meni iz tujine, nekdo, ki svojo mamo videl v porniču, in to unem odigranem, ne unem naskriv, ona je bila uradno porno zvezda, tip je iz tujine prišel k meni, zna slovensko, ker je tudi, rekel ta, ni bivša Juga, ampak je tam Slovaška, Češka, tam gor, ki znajo, nekako slovensko so se ta naučil, ker on je rekel, jaz sem gledal porniče svoje mame, ki je bila mlada. Sem si ga drkal in rekel, na mamo, sem rekel, to je mission impossible za normalizirati vašo psiho. Pa je rekel, sej nisem tukaj napačen. Ja, mislim, tip je star tam zdaj 40 let, nisem tukaj napačen. Sej res ni bil, sem rekel, se je še pocen odnesel, ampak to ne more to gledati svojo mamo, pa razvijati ročne spretnosti, bila je pa še tudi malo prodajalka ljubezni, tip je seveda samski, zdaj fotor, kdo je, zdaj ne vem, ali ve ali ne ve, uradno nek
tuji konzument teh njenih uslug, ti je meni prišel. On ni vedel, koliko je s tem ranjen, ampak prišel pa je, nezavedno je pa vedel, kom pa mora priti, prišel v depo, iz tujine. In sva se pogovarjala na to temo, da to je ful v fundamentu ranjen. Ok, tem OnlyFanovkam se lahko marsikaj na to temo zgodi v bodočem življenju, kar ne predpostavljajo zdaj kot najstnice. Zdaj tako, če verjeti skrbno skrivanim, iskreno intimnim izpovedim nekaterih moških in so se izpovedali, potem ki je bankrotiral verjetno, ne. Potem je to biti aktivni član te paradigme, ne, da je bolj nevaren kot prostitucija, ker ta čustva bolj zadanejo. V strukturi same paradigme je odkanih več čustev. OnlyFans je torej briljanten koncept. Spolsko nevaren koncept je to, ker te to knot potegne kot heroin. Postaneš odvisnik, ravno zaradi teh čustev. Libidinalne investicije so enormne, bezecum, ki je to Freudov izraz, kateks, angleški izraz. Libidinalne investicije, zasedba, energije v ta čustveni moment, v to pohoto. In ta transfer tako zagode tem uporabnikom oziroma tem tandemom, obema, ne samo moškim, a moški je načeloma bolj zadet, ne. Zdaj, transfer je zaljubljenost, ne, tako, nezavedna zaljubljenost, ali pa kar tudi zavestna zaljubljenost. Zdaj, paradigma ljubic je zelo podobna, da note misli. Tam je tudi transfer, to se ne grejo tam moški pa te mlade ljubice sam dol daja, to se čustva nagomilijo. Potem so moški zadeti, ljubice tudi, ne. Ne moš to ven z glave dati, toliko se ti ugravira noter čustvovanje, ne sam seks, čustvovanje se zgodi iz registra transferja oziroma zaljubljenosti. In pa se ne poberejo po par let, 10 let, ali pa cel življenje se ne pobere, ker je imel, ne vem, ljubico, moški, pri 80 letih, še kar tuhtal tisti ljubici, ki je pred 20 leti izkusil, tudi ona ga ne more kar pozabiti, ne, ker starejši moški, če se tam speča z neko 20-30 letnico, to so te punce tudi zadete, ne. Ampak pravim, koncept ljubice pa koncept OnlyFansa je zelo podoben, kar se tiče zadetosti. Zdaj, ker je tam neko ekskluzivno posvečanje iz virtualnega v živo, ne, srečanje v živo, to zacvre not po glav. Zdaj vam govorim teoretsko, pa nisem v OnlyFans, ampak sem zdaj pa šel malo preštudirati. Vse to je javnosti skrito, obstajajo pa neke intimne izpovedi, na skrivaj. Zdaj te zapleti niso tako, tako redki, se jim kar dogaja, pač tisti, ki v živo pridejo. Dogaja se namreč tole, te prvo sem jo gledal, ne, virtualno, pa sem prišel, sem toliko plačal, da me je v živo dala, ker sem še več plačal, potem se mi je razkazovala, pa sem tam fehtu, sem ji dajal denar, več denarja, ki je dobila, več joške pokazala. Pa se je pa začela malo božati, pa še njej zapasal, ne, pa sem jo šlatat začel, to je nadaljnih 500.000 evrov. Ne, zdaj pa vulgaren, pa mi ga je pa pofafala, sem ji pa utrgal, sem pa vzel kredit in zdaj to sem čist zadet, ne. Na koncu mi ga še pofafala, ni nič trpela. Uživala je to, ker sem bil jaz na tleh, kot zombi zadet. Punca pa še bolj. Ko je pa težko, umit sem bil, ne, skutice ni bilo, rečem na odru, ne. In pa je pa punca tudi zadeta, pa 1000 evrov je dobila za fafanje, ki trajalo 10 minut, ne. To so te pol reveži rataš, ne, pa rataš revež, konzument, spender, potrošač, ne. To je fajn zdaj vedeti, kako se moški zasužnijo, ne, bodite pozorni na svoje čustvovanje, dajte ročno zavoro, ker boste postali zasvojeni, spoštovani moški, naveličanje, tam denarja imate dosti, tečno babo, vidiš to mladenko nastavljavko, si delaš utvare,
doš prišel do je, pa res prideš do nje, ne, pa si sužen. Ne, sužen te ustvarjalke. Ki pa še ono njo not potegne, ne, ta užitek, ko si ti tok zadet. To je ta zamolčani segment paradigme oziroma platforme OnlyFans. Ampak to je aktualno. Ta zgodba na tej točki je mamljivo, omamno. Te ženske tega ne vejo, mislim, te mlade sploh ne vejo, kako bojo not padle, kako bo to potegli. Enormni zaslužki so, ne, ki še večji ti poveča užitek. Sej treba včasih tudi zobe verjetno stiskati, ne, zato da dobiš veliko denarja. Zdaj, udejanjanje moških fantazij, torej tudi komunikacija s temi moškimi, te punce ne boli. Se jim nobel zdi, kako z mezincem ovija tega 50-letnika. Sploh ni misla, da je to mogoče. Pa to, da še malo na rang, denar, pa običajno delo, veže raj to počne. In pa punce razmišljajo zaletavo, brezsramno. Niso rekel prav brihtne, ampak ta brihtnost ni to ključna. Ne? Moralno razsodnost nimajo razvito, tudi ko so stare babe, nimajo moralnosti, nimajo nadja. Za punce je pa še bolj obrisana. Ne? Jaz sem pogovarjal z eno študentko, ne, ko je malo izkusila ta tip užitka. Ne sam z eno, z večjimi sem se pogovarjal. Ne? To se je dol dala s tem alfa samcem enim, ki je odštel 500 evrov za celo noč. Kaj to me tako obdelo, kot noben od fantov, ki sem jih prej imela, me ni tako obdelo. To jaz sem samo uživala, to mi je šmel po glav še pol. Ne? In tip je dal pol pa 1000 evrov. Pa ni šla. Se pravi, te enormni užitki OnlyFanovk se tudi tam napletejo, ne pri vseh. Ne? Gre za psihični užitek, ne samo orgazem. 5 orgazmov doživela, me tok polizal, sem skrb padla. Pa še nategnil tok, bil je lep, spoštljiv, še nihče od mojih teh vrstnikov, doslej fantov, me še ni tako obdelal kot ta, ki je pa še 1000 evrov plačal, ali pa 500, recimo, ne. Skratka, to se dogaja tem OnlyFanovkam, za spodobne denarce, ne toliko mogoče v Sloveniji, pa verjetno tle tudi, ali pa v Evropi. Amerika je v tej zgodbi, ne. In pol se komi obvladujejo pred nadaljnimi skušnjavami. Ta dotični je dvignil ceho, ne. Zdaj ti dam pa 1000 evrov, pa pol ni šla. Imam še en list, pa je že zdaj krepko čez pol ure. Za intermezzo bom v tej zgodbi omenil hollywoodsko eno zvezdnico, ki je rekla, tista ženska, ki pravi, da si ne želi zapeljati svojega alfa samca s striptizom, laže. Seveda, če ima konkurenčno telo. To je rekla ena hollywoodska zvezdica, da vse ženske sanjarijo, kako svojo lepoto, razgaljanjem zadanejo tega svojega alfa samca in to jim je užitek, v psihični užitek. Ta je šteje, ko razlagam to paradigmo OnlyFansa. To sem izpostavil, ker želim moškim predstaviti užitek, ki ga ženska občuti, ko spoznava, kako je moški zadet z njeno lepoto. Moški mogoče ne vejo, tudi ženske so zadete z užitkom, ki ga doživljajo, ko moškega začarajo. Ok, zdaj po drugi strani, če se malo vrnem, po drugi strani pa naj omenim drugačne izkušnje. V te slovenske kmečke bunke so malo neke slave tam v kakšni kmetiji doživela, pa bi pa imela OnlyFans. Ena je tole ustvarjalka postala na OnlyFans, ker je malo slave dobila, in jo Slovenija pozna in si odpre OnlyFans, pa pravi, ni tako enostavno to. Ni tako enostavno, sem si čisto drugače predstavljala. Pa prav, kako je njena dikcija. Vsak jebeni dan moram snemati.
Ja, ima rada tole, psiha pa ni čistaka, da bi to ona mogla uživati, ne, da to lahko počne za denar čisto vsak dan. In čisto vsak dan pa evrčki not pridejo. Ona za tekočim trakom kolne v tok dobila, kot tako, mora čisto vsak dan, jebeni dan snemati. Zato, da zasluži. Ne. Zdaj govorim o eni 30-letnici podobnega, to je njena izpoved, javna izpoved, ima tudi ime in primek, jaz ga bom izpustil, ni bistveno, ona je pa to povedala. Znana je pa kot tam dvakrat je bila v tem šovu Kmetija in zdaj je kao malo zvezdnica, ne, mislim, poznajo jo, ta neka enodnevna zvezdica, bi rekel, ko muha enodnevnica, ampak tudi zdaj pa na teh krilih slavnosti lahko kaj zasluži. Ne, kuj železo, dokler je vroče, bi se dalo reči, ne, in se pridružila tej paradigmi, OnlyFans šla na to platformo, zdaj pa ne vem, koliko pa te, ko so ustvarili to platformo, koliko oni služijo, verjetno imajo neke procente, ampak zdaj v to pa ne bom šel. Ona je tam rekel, da je snemala, urejala se je za platformo za odrasle, platforma za odrasle, pa je ta naslov teh snemanj, pripravljam se za OnlyFans, ne, in to je pa te svoji audienci pokazala, kako se ona pripravlja, kako se ureja, in je šlo verjetno za ta boudoir, koncept erotične fotografije ali pa erotičnih tudi videoposnetkov, in ko je o tem govorila, je bila jezna. To une tam niso nič jezne, ker ona tudi ve, ne, zdaj pa december je veseli, 1 milijon bom dobila, ne. Tam pa so bila kolegice, jaz sem pa samo 500 000 evrov dobila, jaz pa še manj, samo 100 000 evrov. Pa bila vsa vesela, hvala, da si mi predstavila to paradigmo. To na Twitterju, tej Sophie Rain, sem jaz to vse zasledil. Pa ta jebeno snemanje za unek, pa niso za to čisto rojene, ne, jebeno snemanje vsak dan. Vsaki ženski to ni pisano na kožo, oziroma na dušo, bom raje rekel, ne. Ta tip slačenja pred audienco ali pa razkazovanja golote, ne gre samo za pogovarjanje, moš ti tam nekaj pokazati, ne, večje so joške, več je konzumentov, ne, več je vevrčkov. Tale Sophie Rain služi milijone. Zdaj vam bom povedal, ko sem jaz to gledal, ne, to, ko sem malo research delal. Da sem Sophie Rain šel kaj na Twitter, X, pa Facebook gledat, mislim, to se mi meni mešalo tistih, najrej se oslepo, ne, nikoli več ne šel zdaj to gledat, ne, ker tudi jaz sem ranljiv na eni točki, ta Sophie Rain, tak baročnica, ne, joške ima velike, ko moja soigralka. Ne, zdaj mina, ona prejšnja, predprejšnja, ki sploh ne vnoči te svoje božanske lepote, ampak pustimo to. Ta je bolj baročna, ne, razglasa se za devico, medenico ima kar tako baročna, to meni ni čist blizu, ampak mislim, ta mala zgleda, Jezus, ta mala, mislim, slika se, ki ba, ne vem, 16 let stara, zdaj pa 20. To se ti meša, če si normalen, ne, če si normalen. Če si moralno razsoden, kar pa ni vsak, se ne boš ta heroin v žilo spustil, ne. Mnogi moški pa nimajo tega trdnosti in nekateri so na heroinu, na travi, se zadeva, nekateri so pa OnlyFans, ima pa dosti denarja, pa tam gleda, pa ok. Te revni imajo pa porniče, pa razvijajo ročne spretnosti. Zdaj tale Sophie Rain ne ve, da si ti pa ta ne bo mogla najditi, ne. To ne vejo te najstnice. Kjer je hotel. 100 denarja lahko dobiš decak, ima še več denarja. Sem ta bo rekel, pismo, tebe pa ne bom, tebe vsak lahko gledal. Ali pa ne, se pravi, če bi jaz bil preroški, ta si deca normalnega ne bo najdla. Mogoče kazga z registra VIP-a, OnlyFans, ki že zdaj v kup milijonov, zdaj pa šel ženo. Če se bo oženila, poroka bo sicer bila omega, ne, ampak to se bo tudi ločila. To jaz napovedujem.
z neko minimalno napako alfa se v tej svoji napovedi lahko tudi motim, ampak načeloma te punce ne bojo srečne v svojem lifeu. Garant, ti pa si ne more najditi. Kaj ga priskledni, kak bo denar videl, ne more pa deti, mora imeti več denarja kot ženska, po logiki pač, dajajočih genitalij. Te punce tega nič ne vejo, če so nezrele še, nimajo nobene razsodnosti, preračunljivosti. Ma preračunljivost finančno, ampak dolgoročno ne vejo, kako imajo bodoče življenje na račun sodelovanja v paradigmi OnlyFans, kako imajo tam spotikljaje, kaj bo vse tam negativnega še doživele, ker so se ukleščile v ta tip služenja, ta tip biznisa. Zdaj, če še kak furs, zdaj za konec, rekel, te fursovci pa prežijo na te OnlyFans. Ko že tle sem ujel, od nekaj 100 slovenskih rezidentov, ki služijo ali so služili prek platforme OnlyFans in svojo dejavnost niso registrirali, so dejavnosti in prihodke fursa po decembrskem naknadnem pozivu pa prijavili, so jih pa paste, kazen bo, dajte priglasite svoje prihodke in so jih, ker prekrškovne postopke so zdaj te fursovci začeli pa malo poostrevati, kršiteljem grozi tudi odvzem ustvarjalno premoženjske koristi. Kakorkoli to furs zdaj navaja. Decembra menda so imeli neko mednarodno izmenjavo teh podatkov in so prišli do natančnih podatkov, dohodkih doseženih z objavljanjem teh vsebin v Sloveniji na tej platformi OnlyFans in potem je sledil, oziroma še sledi ta poostren nadzor. In tam, rekel, na OnlyFans v Sloveniji nekaj 100 slovenskih rezidentov, te imajo pa izraz rezidentov, ki so na ta način ustvarili skupaj vsi v Sloveniji 10 milijonov evrov prihodkov. 10 milijonov. Rekorder v Sloveniji, ali pa verjetno bom rekel rekorderka, je ustvarila tam dober milijon evrov prihodkov v enem letu, oziroma mogoče doslej. Doslej je bilo pa registriranih samo 20% OnlyFanovcev, akterjev oziroma akterk. Tokle sem rekel, da sem še posnel, tole predavanje je bilo pač namenjeno delova novinarka mi je to prosila in ker sem rad malo bolj izčrpen, sem rekel, da bom še tole posnel, da sem bolj pomirjen, da nisem polovičarski. Planiram pa eno 9. predavanje po naročilu, kjer bom pa zagrizel v woke ideologijo, pa cancel culture, pač ta cancel culture je mene toliko dotovkla, ker ne smem nikamor 15 let, odpovedi, blokiranja, to je del woke ideologijo prebojencev in to bom obdelal, se malo pač še poglabljam na zgodovino. Zdaj tole naslednja bo po naročilu in to ne delam čist džabe. Mislim, nekdo, ki ima denar, pa si nekaj želi, ne moram je zdaj 5 ur delati za 100 evrov, ampak je to malo draže. Kakorkoli že, če se vam pa tole, kar se jaz smatram, zdi hvale vredno, pa če imate, mislim, kak odvečni veverček, donacije so zaželjene, lahko se včlanite na moj Sigmund Freudep portal YouTube, tam ste pa obveščeni za te novosti, ki jih imam. Od mene se da veliko naučiti. Tole sem rekel, da vam še dam, ta drugi del. Hvala na pozornosti. Čau.